Zimski obisk gora zahteva dodatno opremo, med katero sta cepin in dereze nepogrešljiva pripomočka, vendar samo v primeru, če jih znamo tudi uporabljati. Posledica neizurjenosti so lahko še dodatne poškodbe s konicami derez, cepina ali smučarskih palic. Za lažje pohode v hribovje in sredogorje, ker ni nevarnosti zdrsov, so dobrodošel pripomoček smučarske palice. Pri vzponu si tako dodatno pomagamo z rokami, obenem pa lovimo ravnotežje v predirajočem snegu. Pri sestopu se s palicami opiramo na strmino pred seboj. Nevarnost zdrsa je tako manjša, ker je telo rahlo upognjeno naprej. Glavno težo prenašamo na peto. Če nas pri povratku preseneti bolj strm odstavek, sestopamo z obrazom v strmino in s konicami palic preprečujemo zdrs. To je seveda samo zasilna rešitev, ki se ne izide vedno. V sredogorju in visokogorju zato vsekakor potrebujemo cepin, v večini primerov pa tudi dereze. Pri tem naj takoj dodam opozorilo. Nikoli ne uporabljamo smučarskih palic skupaj z derezami. Za hojo in lažje plezanje uporabljamo cepin 60 do 80 cm dolgim ratiščem, obvezno zanko. Zgoraj na glavi imamo oklo, ki ne sme biti preveč tanko, in na drugi strani lopatico. Kadar cepina ne uporabljamo, ga namestimo na nahrbtnik z navznoter obrnjenim oklom. V zaprtih prostorih nosimo nahrbtnik pred seboj v rokah in pazimo, da koga ne poškodujemo z ostrim delom. Drugi način nošenja pride v poštev zunaj na terenu, ko cepina začasno ne potrebujemo. Cepin preprosto zataknemo zadaj za naramnico, kar nam prihrani zamudno snemanje nahrbtnika. Kako držimo cepin pri uporabi? Vedno z rokavicami in najprej nataknemo zanko na zapestje. Pravilno zabijanje nog v sneg je osnova gibanja. Pri tem so podplati nagnjeni k strmini. Za hojo po položnem pobočju nam cepin služi kot opora na konico. Pri tem pazimo, da imamo cepin v roki ob pobočju in na pravilno koordinacijo gibov. Pri prečkanju strmega pobočja s tršim snegom primemo z drugo roko ratišče cepina in se z njim opiramo v pobočje. Pri hoji navzgor v zmerni strmini se opiramo na okel cepina ali z obema rokama na konico. Na večji strmini nam cepin lahko služi za potek. V ne preveč trdem snegu uporabljamo potek za glavo cepina, v trdem snegu ali celo ledu pa potek za ratišče. V trdem snegu z zmehčano zgornjo plastjo se najhitreje spuščamo z drsenjem ali smučanjem po podplatih, cepin pa nam služi kot zavora. Na zmerno strmih pobočjih se stopamo z obrazom v dolino, na hudi strmini pa se obrnemo v pobočje. Na začetku si za urjenje hoje s cepinom in palicami izberemo lažji teren brez ovir in z ravnim iztekom. Vse načine hoje ponavljamo toliko časa, dokler si ne pridobimo zanesljivega občutka za ravnotežje in pravilno držo telesa. Na poledeneli strmini je popolnoma jasno, da brez cepina in derez ne gre. O cepinu smo v prejšnji oddaji že govorili, zato si danes za začetek poglejmo, kakšne dereze pravzaprav potrebujemo. Pa ne za vrhunsko plezanje, ampak za malo bolj zahtevne vzpone v zimskem sredogorju in visokogorju. Pri nakupu imamo na izbiro avtomatske ali klasične dereze s trakovi. Za katere se bomo odločili, je v prvi vrsti odvisno od obutve, ki jo imamo. Avtomatske dereze so enostavne za namestitev, vendar niso primerne za vsak tip čevlja. S pomočjo trakov se da pritrditi dereze praktično na vse tipe planinske obutve, vendar bodo v hudem mrazu težave z zaledenelimi trakovi. Velja pa za vse tipe derez, da si jih naravnamo na primerno dolžino in širino doma še pred odhodom na turo. Začetniki radi delajo napako, da si dereze natikajo šele, ko ne gre več brez njih.
torej na strmem poledenelem pobočju brez primerne opore in ravnega prostora. Seveda pa se hoje z derezami ne učimo kar na zimskem vzponu na Kredarico, na primer, ampak si zato izberemo pobočje z ravnim iztekom, kjer se bomo ob padcih zaustavili brez dodatnega zaviranja. Posebnost hoje z derezami je položaj stopal v obliki črke V. S tem preprečimo padce zaradi zatikanja sprednjih konic derez za trakove ali gamaše. Pri hoji težimo k temu, da stopamo na čim večjo površino derez. To je bolj varno in manj utrujajoče za noge. Zelo nevarna je hoja po notranjem ali zunanjem robu stopala, ko konice derez ne zagrabijo v celoti. Ko enkrat obvladamo hojo z derezami, vzamemo v roke še cepin in zaščitimo glavo s čelado, da se pri padcu ne poškodujemo z orodjem. Tudi po zimi velja, da se po zmerno strmih pobočjih vzpenjamo v ključih. Pri tem spodnje stopale obračamo po pobočju navzdol, cepin pa je vedno v roki ob pobočju. Pri hoji navzgor se na ovinkih obrnemo proti strmini in preprimemo zapičen cepin v drugo roko. Pri hoji navzdol se na obratu ustavimo obrnjeni v dolino in zopet preprimemo zapičen cepin. Torej, cepin je vedno zgoraj. V južnem snegu se na derezah nabira sneg v coklo. Da bi preprečili zdrs s cepinom ali drugo nogo vsake toliko časa udarimo ob čevelj. V ožjih predelih hodimo poševno navzgor tako, da noge postavljamo križno. Še vedno stopamo s celim podplatom in tako imenovanem V položaju. Šele ko je strmina prehuda in če smo prisiljeni na vzpon naravnost navzgor, se obrnemo v pobočje in hodimo po sprednjih konicah derez. To je seveda bolj naporno in zahteva dobro fizično pripravljenost. Če teren dopušča, lahko razbremenimo meča tako, da z eno nogo hodimo po konicah derez, drugo pa obrnemo navzven in stopamo na celo stopalo. Na poledeneli strmini zamahnemo v pobočje z navzgor obrnjenim stopalom, tako da zapičimo konice derez v pobočje pod kotom 90 stopinj. Pri vseh načinih hoje smo vedno pripravljeni, da se s cepinom pravočasno zaustavimo, če bo to potrebno. Kaj storiti v primeru zdrsa ali padca na poledeneli strmini, pa si bomo ogledali v prihodnji oddaji. Zaustavljanje zdrsa ali padca v snežni strmini zahteva celovito praktično znanje, ki si ga pridobimo samo s temeljitim urjenjem, dobrimi inštruktorji in doslednim upoštevanjem varnostnih ukrepov. Med urjenjem imamo obvezno na glavi čelado in na rokah rokavice. Osnovni položaj pri zaviranju s cepinom je na trebuhu. Cepin držimo diagonalno preko prsi, z eno roko za lopatko, z drugo pa blizu konice. Komolca sta ob telesu, z oklom cepina zaviramo, spodnjo roko pa kontroliramo ratišče. Za stabilen položaj razširimo noge in dvignemo stopala, še posebej, če imamo na nogah dereze. S tem bomo preprečili zelo nevarne padce na hrbet. Pri zaviranju se izogibamo nenadnemu in sunkovitemu zabijanju okla v sneg, ker nam ga lahko vrže nazaj v glavo. Vaje zaustavljanja začnemo z drsom po boku. S križanjem nog izvedemo obrat na tisto stran, kjer je glava cepina. Z obratom nadaljujemo v trebušno lego in s celotno težo pritisnemo na cepin. Pri obratu je zelo pomembno, da se obrnemo na tisto stran, kjer imamo okel cepina. V nasprotnem primeru se nam lahko ratišče nenadoma zadre v sneg, nas pa odtrga od cepina. Naslednja vaja je drsenje z glavo navzdol iz trebušne lege.
Za komolce izsekamo poličko, cepin držimo pred sabo z zapičenim oklom. Ko smo pripravljeni, dvignemo cepin in zdrsnemo. Na ukaz inštruktorja okel zopet zabodemo v sneg in telo se bo samo od sebe zavrtelo v pravilen položaj. Vojake pri tej vaji navajamo, da čim prej skrčijo komolca. Vadimo toliko časa, dokler se ne zaustavimo tudi pri večji hitrosti, na kratki razdalji brez težav ali prevalov. Zelo dobro se moramo izuriti v pacih z glavo navzdol po hrbtu. Vadimo iz ležečega položaja z glavo cepina ob boku. Po nekaj metrih drsenja začnemo zavirati in istočasno izvajamo obrat preko boka v trebušno lego. Pri urjenju moramo veliko pozornost nameniti kontroli vrtenja, ker lahko pri tem zelo hitro izgubimo orientacijo. Naslednjo vajo začnemo iz čepečega položaja s skokom na zadnjico. Dvignemo roke in razširimo noge ter preidemo v trebušno lego z obratom. Isto vajo nadaljujemo tako, da smo obrnjeni v pobočje in se prevrnemo na hrbet z glavo navzdol. To je zahtevna vaja, vendar zelo dobra za ponovno vzpostavitev orientacije v prostoru. Moramo pa ob koncu dodati opozorilo, da je zaustavljanje zdrsa na ledu praktično nemogoče, ker nam bo cepin otrgalo iz rok, nas pa enostavno katapultiralo. Zato je priporočljivo, da v kočljivih situacijah potegnemo vrv iz nahrbtnika in varujemo. Pa še to samo v primeru, če obvladamo hojo in tudi plezanje s cepinom ter derezami v vseh položajih 120%. Naj na koncu še enkrat opozorim na pravilno diagonalno držo cepina pri zaviranju. Vse vaje najprej ponovimo brez derez na nogah in brez nahrbtnika na ramenih. Šele ko obvladamo cepin, koordinacijo gibov in orientacijo v prostoru, postopno dodamo ostalo opremo. Hoditi po mehkem snegu je lažje, kakor gaziti, za kar so zelo primerne turne smuči s posebnimi vezmi in kožami, ki omogočajo hojo po strmini navzgor. Zato bomo danes spoznali nekaj veščin turnega smučanja s predpostavko, da obvladamo smučanje na urejenih terenih. Lepljenje kož na smuči je pri nizkih temperaturah lahko neučinkovito. V takih primerih zato priporočamo, da kože namestite že doma na toplem. Za lažjo hojo po kopnem terenu smuči pripnemo na nahrbtnik nekoliko poševno ob straneh, tako da nas ne ovirajo pri hoji. Da ne izgubljamo časa, smuči lahko spnemo skupaj z varnostnimi trakovi in jih obesimo čez nahrbtnik. Zaradi lastne varnosti se na turno smučanje podajamo v skupini z obvezno dodatno opremo. Plazno žolno, snežno lopato in plazno sondo. Priporočamo pa tudi radijsko postajo ali mobilni telefon. Pred odhodom se pozanimajmo o snežnih razmerah in stopni nevarnosti snežnih plazov na radiju, televiziji ali na telefonski številki 9822. Tako se bomo lažje odločili, kdaj in kam se bomo odpravili. Za razliko od alpskega smučanja je pri turnem smučanju zelo pomembna pravilna tehnika hoje. Tako kot pri ostalih načinih hoje, se po strmem pobočju gibljemo v ključih. Smučmi drsimo po snegu in jih ne dvigamo. Kolena izrazito potiskamo naprej, pri odrivu pa obremenimo smučko na celi površini. Na večji strmini zato dvignemo zadnjo peto. V diagonalnem prečenju zaradi stabilnejše opore držo zgornje palice prilagodimo strmini. Pri vzponu je najbolj pomembno pravilno obračanje. Z napačno tehniko, kot jo vidimo na sliki, porabimo ogromno moči, predvsem zaradi obračanja smuči v loku na iztegnjeni nogi.
Ta napaka še posebej pride do izraza na pobočju z večjo naklonino. Obrat v levo začnemo s polno obremenitvijo desne noge. Sledi obrat leve smučke, nastavimo palice za ravnotežje in prenesemo težo na levo nogo. Desno smučko nato prenesemo po najkrajši poti do leve pete in istočasno pokrčimo nogo v kolenu. Na koncu samo še odpeljemo smučkom mimo leve noge. Obrat v desno ponovimo v drugo smer. Obremenimo levo nogo, sledijo obrat in nastavitev palic ter prenos teže na desno nogo. Levo smučko peljemo po najkrajši poti do pete in mimo desne noge. Oglejmo si še enkrat razliko med obema načinoma obračanja in bodite pozorni predvsem na obrat spodnje smučke. Na trdem snegu za varno hojo ne bodo zadostovale samo kože, zato si na vezi dodatno namestimo srenače, ki nam služijo kot neke vrste dereze. Na krajših spustih kož ne snemamo, zato pazimo, da ne delamo ostrih zavojev, ker nam jih bo pobralo smuči. Pred ponovnim natikanjem smuči posušimo, po možnosti pa tudi kože. Med počitkom si iz smuči in palic izdelamo priročno stojalo, kamor obesimo nahrbtnik. Tako bomo preprečili vdor snega v nahrbtnik in nepotrebno odlaganje opreme in obleke v sneg. Pred začetkom spusta snamemo kože, zapnemo vezi ter čevlje in zategnemo trakove nahrbtnika, tako da nam trdno stoji na hrbtu. Upoštevajmo, da imamo na hrbtu dodatno težo in bodimo pozorni na hitre spremembe snežnih razmer, kot so snežni zameti, skorjast sneg, ledene plošče, skalni skoki in tako dalje. To so dodatne ovire, ki jih na urejenih smučiščih ne srečamo. Največjo nevarnost na turnem smučanju pa predstavljajo plazovi in telesne poškodbe, zato se bomo k tej tematiki vrnili v prihodnji oddaji. Izven urejenih smučišč je že manjša poškodba gležnja lahko sila neprijetna stvar. V takih primerih se v največji meri pokaže znanje in iznajdljivost prijatelja. En par smuči s kožami, 2 para smučarskih palic, 2 uponki z matico, 5 pomožnih vrvic dolžine 5 metrov, 2 cepina ali močnejši palici dolžine 50 cm in nahrbtnik. Smuči položimo na tla razmaknjene v plug. Na palico nataknemo pomožno vrvico z bičevim vozlom in ga privežemo na zadnji del smučarskih vezi. Namesto palice lahko uporabimo tudi cepin. Skozi vsako uponko vpnemo po 2 smučarski palici obrnjeni v nasprotno smer in ju nataknemo na konice smuči. Matici uponk obrnemo navzgor. Na sredini pomožne vrvice v razdalji 10 cm naredimo navadna vozla. Konca pomožne vrvice potegnemo skozi konice smuči in nato še 2-krat okrog uponk ter približno 20 cm za uponko zaključimo z navadnim vozlom. S pomočjo napenjalnega vozla zategnemo konca pomožne vrvice okrog sprednjega dela vezi. Zadnji smučarski palici s pomožno vrvico pritrdimo na vsako stran prečne palice. Trdnost ogrodja ležišča bo odvisna predvsem od natančne in trdne vezave. Smučarske kože spletemo križno okrog smučarskih palic in jih pritrdimo z varnostnimi trakovi. Druga možnost je, da ležišče izdelamo s pomočjo pomožnih vrvic ali plezalne vrvi, seveda, če jih imamo na voljo. Na zadnjem delu bomo za ležišče uporabili napolnjen nahrbtnik. Naramnice nahrbtnika nataknemo preko prečne palice s hrbtiščem obrnjenim navzdol. Na spodnjem delu skozi naramnice potegnemo drugo palico ali cepin, ki bo preprečil, da bi med transportom nahrbtnik drsel po tleh. Na vsako stran privežemo pomožno vrvico, ki bosta služili za zaviranje,
ali dodatno pomoč pri vleki navzgor, obenem pa pritrdimo palico na nahrbtnik. Za udobnejšo lego pod kolena položimo nahrbtnik. Poškodovanca zaščitimo s spalno vrečo in astronavtsko folijo ter ga privežemo na sani. Še enkrat si oglejmo, kaj smo potrebovali za izdelavo improviziranih sani. Par smuči, prečno palico s pomožnimi vrvicami, 2 oponki, 2 para smučarskih palic, smučarske kože s varnostnimi trakovi, nahrbtnik in še eno palico. Za transport je idealno, da so na voljo 3 reševalci. Spredaj je najboljši smučar, ki upravlja improvizirane sani s pomočjo smučarskih palic. Na zadnjem delu sta v pomoč ostala 2, ki dodatno zavirata na spustih in vlečeta naprej na vzponih. Za transport izberemo lažji teren in še posebej spusti ne smejo biti prehitri. S tem lahko dodatno poškodujemo ponesrečenca ali obolelega, poleg tega pa so zelo neprijetni tresljaji preko snežnih grbin. Za razliko od običajnega gornika ali alpinista imajo vojaki poleg ostale gorniške opreme pri sebi še bojno opremo. Največji problem je strelivo zaradi teže in osebna oborožitev, ki mora biti čim bolj pri roki, pa vendar ne v napoto. Na zahtevnem terenu, kjer je za gibanje potrebna dodatna pomoč rok, orožje pripnemo na nahrbtnik z varovalko in zaklepom na zunanji strani. Pri tem pazimo, da ne zategnemo trakov preko sprožilca ali zaklepa. Na lažjem brezpotju in utrjenih poteh ter stezah lahko nosimo puško obešeno na prsih, kjer nam je takoj pri roki. Jermen čim bolj podaljšamo, da nas puška ne ovira pri dihanju. V primeru nevarnosti spopada iz neposredne bližine puško nosimo v roki, pripravljeno na strel. Smučarske palice pripnemo za pas nahrbtnika ali opasač. Kadar je orožje na nahrbtniku, ga bomo uporabili najhitreje, če nahrbtnik položimo na tla in iz ležečega položaja streljamo kar s pripeto puško. Za dodaten naslon v ležečem položaju lahko uporabimo nahrbtnik, kar je vsekakor bolje kot naslon orožja na les ali skalo. Pravilen ležeči položaj z ostalimi elementi merjenja, dihanja in proženja nam omogoča izredno natančno streljanje. Položaj za streljanje lahko dodatno stabiliziramo s križnim naslonom smučarskih palic in puške. V globokem in mehkem snegu v ležečem položaju pod komolca položimo s trakovi povezani smučarski palici. Tako bomo lažje obdržali cev puške nad površino snega. Med premikom streljamo v klečečem položaju z naslonom puške na prekrižani ali vzporedni smučarski palici. Predpogoj za natančne zadetke je seveda pravilen osnovni klečeči položaj z naslonom komolca na koleno. Usedemo se na zadnjo peto in trup spustimo vase.